Če pogledam par let nazaj, pa da si mislim, da bo nekoč, da bi se takrat rekla, bo glavna sodnica na drugi ligi, no mi je bilo to tako neverjetno. No. Začetki so bili res težki, se pravi, od tega, da je že igralkam bilo težko sprejeti to, da z njimi dela ženska, do tega, da seveda tudi okolje ni bilo navajeno tega, ampak se mi zdi, da nekako skozi leta, pa tudi z nekimi mojimi odločitvami, kar se tiče ekip, ki sem jih vodila v klubskem nogometu, se mi je skozi čas uspelo uveljaviti v tem okolju. Ja, v bistvu pritiski so bili, zato ker sem imela velikokrat občutek, da sem pod drobnogledom, ker sem bila na igrišču. Že ko sem videla, na Gorenjskem so videli žensko sodnico prvič, pa še blond, to so bile tako zelo take izjave. Dejstvo je, da se pač dokažemo dekleta in da vidijo, da pač sodimo, zato ker smo tam z razlogom, ker si zaslužimo. Všeč mi je, da vedno več ljudi, mislim, da strmimo k temu, ali pa strmijo k temu, da rečejo, ok, napaka je bila zato, ker pač si človek, ne zato, ker si ženska. Zdaj nazadnje sem delala z fantovsko ekipo U15. Kot največji dosežek si štejem, da lahko za vsakega fanta od teh 30, ki jih je treniralo z mano, z gotovostjo trdim, da nikoli več ne bo, ne vem, čudno ali pa poniževalno gledal na punco na igrišču. Dobrodošli v podcastu Z vami smo. Danes se bomo pogovarjali o ženskah, ki svoje športne potenciale uresničujejo v še vedno pretežno moškem svetu. Z nami sta Aleksandra Česen, druga slovenska nogometna sodnica, ki je bila uvrščena na mednarodno listo in hkrati tudi moja sodelavka, zaposlena v Zavarovalnici Triglav. Ter Nuša Ladinek, vsestranska športnica, nosilka črnega pasu in večkratna državna prvakinja v karateju in nogometu, ki zdaj deluje kot nogometna trenerka naše ženske članske reprezentance. Aleksandra, Nuša, lep pozdrav in dobrodošli. Lep pozdrav. Za začetek kratko, preprosto vprašanje, kako sta? Odlično. Ja, v redu, super. Nuša, bi bil tak odgovor tudi recimo v primeru, če bi vas vprašal, kakšno je stanje trenutno v slovenskem ženskem nogometu? Verjetno ne bi bil glih isti, ampak iz tega razloga, ker vedno obstajajo možnosti za izboljšave, tako da verjetno malo manj odlično, ampak še vedno dobro. Aleksandra, kako vi gledate na trenutno stanje pri nas? Ja, se strinjam z Nušo, vedno je možnost izboljšave. Sicer pa sem, če gledam občas, zelo zadovoljna, kako napreduje nogomet v Sloveniji, ker ko sem začela igrati leta nazaj, pa če pogledam zdaj stanje, je pač ogromna razlika, tako da glede na to, če pogledam, tako zadovoljivo. Aleksandra, na začetku sem omenil, se strinjate s to trditvijo, da je nogomet še vedno pretežno moški šport? Ja, nekako se moram, ampak vseeno vem in v bistvu čutim, da je vedno več žensk vključenih in da se tudi pač, da nekako dobivamo potrditve v tem konec koncev moškem svetu nogometa, ampak ja, strmimo k temu, da je, kakor sem rekla, vedno več žensk vključenih in pa da se mi zdi, da smo na pravi poti, da dobimo vedno več potrditev in pa uveljave. Ampak, se recimo pogledamo neke podatke iz raziskave iz Velike Britanije, pa verjetno bi bilo zelo podobno, tudi če bi nekaj takega naredili v Sloveniji. Ti podatki so analizirali razlike med moškim in ženskim nogometom in ko primerjamo povprečne plače, so tam seveda razlike ogromne. Tudi moški nogomet je deležen bistveno večje pozornosti v medijih in seveda tudi potem strani navijačev, gledanosti in pokritosti tekem. Nuša, zakaj mislite, da je tako? Pa razlike so še vedno. Vseeno, ženski nogomet se v zadnjih letih se je skokovito razvil, še vedno se razvija. Nekako se mi zdi, da so te razlike, ne vem, malo so normalne, ker vseeno moški nogomet igrajo dalj časa, se jih pa da z nekimi koraki vsekakor zmanjšati in ženski nogomet je trenutno na takem nivoju, da si vsekakor zasluži in pozornost medijev, in pozornost vlagateljev in vseh, ki lahko na takšen ali drugačen način še zvišamo nivo igre in pa vsega, kar se okrog ekip, ki nogomet igrajo, dogaja. Kateri recimo je po vašem mnenju največji izziv, s katerim se srečujete ženske v tem športu?
Največji izziv, še vedno, kot je prej Aleksandra rekla, še vedno je to moški šport, se pravi, še vedno je to moški svet, predvsem v ženskem nogometu, vsi ženske uspevamo izboriti vedno več prostora in vse to so izzivi ženskega nogometa, tudi recimo povečati pozornost in medijev in javnosti, pritegniti gledalce na stadione, ampak vse to je povezano z razvojem igre, ki je pa po drugi strani spet odvisen in od pogojev, v katerih delamo, in od, ne vem, same tudi na koncu same predstave igralk na igrišču. Aleksandra, v zgodovino nogometa ste se med drugim zapisali kot glavna sodnica na tekmi med Krko in Dravo s Ptuja, ko je v Novem mestu prvič v zgodovini Slovenije pravico v celoti delila ženska sodniška ekipa. Kako uspevate, pa kako ste uspeli pridobiti neko to spoštovanje med moškimi kolegi in sodniki? Ja, v bistvu je bila kar dolga pot, no. Če pogledam par let nazaj, pa da si mislim, da bo da bi se takrat rekla, bo glavna sodnica na drugi ligi, no, mi je bilo to tako neverjetno, no. In v bistvu sem, če po domače povem, no, sem kar garala za to, od fizike do tega, da sem pač psihično bila tudi dovolj pripravljena. Šefi so verjeli vame, ne, podporo sem imela dobro v prvi vrsti doma, ne, da me podpirajo pri treningih, pri tekmah, da sem lahko pač bila tudi udeležena vedno, da sem bila udeleženka na vseh seminarjih, ker se je vedno kaj novega za naučiti, ne. Tako da ja, imela sem pravo podporo, šefi so videli, da v bistvu smo na pravi poti, da dekleta ravno tako delujemo na igrišču lahko kot moški. Seveda sem mogla narediti tudi moške norme, kar je bil tudi velik izziv, kar pomeni fizično testiranje na nivoju moških. Tako da, ko so bile vse ti nekako kljukceno narejene, sem dobila pač to priliko, da sem kot glavna sodnica bila lahko na drugi ligi in pa da sta potem na naslednji, mislim, da drugi, tretji tekmi, no, bili tudi z mano dve pomočnici, kar me je zelo veselilo, no, tako da zelo lep spomin. In še ostala je zgodovina. Nuša, vi ste prva ženska podpredsednica v zgodovini Zveze nogometnih trenerjev Slovenije. Kaj je recimo po vašem ključno, da si kot ženska pridobite nek ugled in na drugi strani tudi neko enakopravno obravnavo? Zdaj, če se spominjam mojih začetkov, mojih trenerskih začetkov, jaz sem bila ena prvih punc, takrat še aktivna igralka, ki sem se odločila za trenersko delo in začetki so bili res težki. Se pravi, od tega, da je že igralkam bilo težko sprejeti to, da z njimi dela ženska, do tega, da seveda tudi okolje ni bilo navajeno tega. Ampak se mi zdi, da nekako skozi leta, pa tudi z nekimi mojimi odločitvami, kar se tiče ekip, ki sem jih vodila v klubskem nogometu, se mi je skozi čas uspelo uveljaviti v tem okolju. Jaz sem recimo sprejela eno sezono tudi delo z člansko moško ekipo, sicer v nižjem rangu tekmovanja, ampak spomnim se, da že ko sem se pogovarjala z predsednikom kluba o tem, sem se v bistvu odločila za izziv samo iz razloga, da dokažem enemu okolju, da ženska lahko, ne. Zdaj recimo, ne vem, do konca življenja se mi bo vtisnil spomin tisti prvi trenutek, ko sem jaz stopila na igrišče, kako so me fantje, ne fantje, moški gledali, zdaj je pa prišla ženska nas voditi, pa nam razlagati o tem, kako bomo mi delovali na igrišču in tako naprej. Ampak z neko strokovnostjo, z pripravljenostjo, da se vedno izobražuješ, da vedno napreduješ, se mi zdi, da vseeno okolje na koncu prepoznava ta del. In mogoče dajo malo na stran ne vem, podatek, da sem pa jaz ženska, večina trenerjev pa še vedno moški. Če se navežem na to, se vam je zdelo, da ste se morali, torej že kot igralka in kasneje potem tudi kot trenerka, bolj dokazovati kot recimo vaši moški kolegi? Kot igralka nisem imela tega občutka, ker vseeno igrala sem v ženski ekipi in si pač obkrožen z puncami, ki so v bistvu v isti situaciji kot ti, kot trenerka pa definitivno, ja.
Aleksandra, kako ste se vi soočali s temi pritiski oziroma s tem dokazovanjem? Ja, v bistvu pritiski so bili zato, ker sem imela velikokrat občutek, da sem pod drobnogledom, ker sem bila na igrišču. Že ko sem videla, recimo začetki so bili na Gorenjskem, so videli žensko sodnico prvič, pa še blond, to so bile tako zelo take izjave. In je bilo pač ok, treba je bilo prebiti, Pol pa se mi zdi, da sem bila velikokrat, sem še vedno kdaj pod drobnogledom, ampak dejstvo je, da se pač dokažemo dekleta in da vidijo, da pač sodimo, zato ker smo tam z razlogom, ker se zaslužimo. Všeč mi je, da vedno več ljudi, mislim, da strmimo k temu, ali pa strmijo k temu, da rečejo, ok, napaka je bila zato, ker pač si človek, ne zato, ker si ženska, ker to mi je vedno bilo tako najbolj neka taka izjava, da pač narobe, oziroma da nekaj presodimo napačno, zato ker smo ženske, mislim, nima nobenega smisla. V bistvu so bili pritiski, pa vedno bodo, ampak se mi zdi, da se je to, kakor je Nuša že omenila, vedno več ljudi nas vidi, vedno več ljudi nas sprejema, žensko nogomet se res iz leta v leto izboljšuje, tudi tako globalno gledano, kar posledično potem pade tudi na sodnice in je tudi boljša pot, bolj odprta pot za nas. Kako ste se soočili oziroma odgovarjali na razne te predsodke, stereotipe o blond sodnici in tako naprej, pozavi z spolom? Dokazala sem svoje na igrišču. Dokazala sem s tem, ker sem pač fizično bila dovolj pripravljena, tako kot so bili kolegi sodniki. Dokazala sem s tem, ker sem na igrišču isto odsodila kot fantje. Tako da in smo isto tekme speljale kot pa ali punce vse tri, ali pa sama kot glavna sodnica, do konca ravno tako kot fantje. Tako da je tega vedno manj in se mi zdi, da je se pravi, smo res na pravi poti, da bo zelo dobro sprejeti čez par let, tudi to, da se pojavljamo ženske sodnice. Nuša, kako se vi soočate z raznimi stereotipi, predsodki? Pa moram priznati, da zdaj po tolikih letih ukvarjanja z trenerskim delom lažje. V začetku sem se ful težko. Predvsem, ne vem, me je vedno motilo, da ko sem prišla nekam, so me prvo videli kot žensko, ne kot trenerko. Vseeno, trenerji in moški in ženske imamo iste izobraževanja, isti način dela na igrišču, iste stvari učiš igralce, igralke in to mi nikoli ni bilo všeč. In jaz sem dejansko se skozi vsa leta trudila svojemu okolju dokazati, da smo tudi ženske lahko dobre trenerke, da smo tudi ženske sposobne. Predvsem sem se pa mislim, da naučila, da prepričanih se ne da prepričati. Se pravi, predvsem vidim priložnost spreminjati stvari pri mladih. Zdaj nazadnje sem delala z fantovsko ekipo U15 in v bistvu kot največji dosežek si štejem, da lahko za vsakega fanta od teh 30, ki jih je treniralo z mano, z gotovostjo trdim, da nikoli več ne bo, ne vem, čudno ali pa poniževalno gledal na punco na igrišču. In nekako te majhne zmage mislim, da smo skozi leta vse, tako sodnice kot trenerke, funkcionarke v nogometu dosegale in na ta način definitivno spreminjamo to, kako nas vidijo recimo moški v še vedno njihovem svetu. Pa ste zaradi vseh teh nekih pritiskov, predsodkov in tako naprej, daj dvomili o sebi, ne vem, da je to vplivalo recimo tudi na vašo samopodobo ali pa ne nazadnje na vaše delo? Verjetno se je vmes pojavljal ta dvom. Ne vem, imam pa eno zelo dobro lastnost, da me ponavadi te stvari dodatno motivirajo in verjetno tudi določene ovire, na katere sem naletela skozi ta leta dela, so verjetno razlog, da sem danes tu, kjer sem. Kako, Aleksandra, vi recimo premagujete te ovire, te situacije? Ja, tudi so bili vmes seveda dvomi, ker konec koncev je bilo toliko v štartu, ko smo začeli se pojavljati ženske sodnice, toliko nekih dvomljivcev, nekih komentarjev in tako. Z leti itak dobiš tudi debelo kožo, te to ne gane, vedno vsaka opaska, ker sicer ne moreš biti sodnik, to je dejstvo. Načeloma pa tako, kot je tudi Nuša rekla, to me je nekako dvignilo, oziroma mi je bila boljša motivacija tudi za dalje. Ne zdaj, da sem samo zaradi tega bila motivirana, ampak delček je bil tudi to. Zakaj ne, če vem, da lahko. Tako da, ja, pač nekako sem s tem
z leti se pač poprijela tako, da sem pri sebi razčistila, da sem za zlogan tukaj, tako sem rekla, in da pač me to ne spodnese kakorkoli že na moji poti. Ste tudi zaradi tega, recimo danes, bolj samozavestni, bolj trdni in stabilni kot recimo na začetku kariere? Ja, nasplošno me je sojenje kot samo izoblikoval, kot osebno se mi zdi. Sicer pa, ja, tudi taki pritiski, takšni in drugačni, ali pa kakšna, pač bom rekla, razne, kakor so imeli opaske in razni kritiki, glede na to, da smo ženske sodnice in tako. Ja, me je mogoče bolj naredil bolj samozavestno, oziroma da še bolj verjamem v svoje delo, v naše delo, v delo pač ženskih sodnic. Kljub temu, vidimo, še vedno je precej nekih ovir in izzivov, še posebej v primerjavi z moškimi, ampak vendarle, kako pomembna recimo, Nuša, je v takšnih situacijah podpora okolja, podpora družine, podpora bližnjih in drugih, ki so vpeti v šport? Zelo pomembna. Jaz sem recimo opazila, da sem iz nogometnega okolja, se pravi, nekako vedno si v nekem stanju, ko se rabiš dokazovati. Že nasploh je tekmovalno okolje in potem, če še dodamo to potrebo po dokazovanju, da vedno imaš občutek, da moraš pokazati nekaj več kot nekdo drug. Jaz recimo sem to prenašala tudi v zasebno življenje. Se pravi, meni se je ta tekmovalnost, nekako meja se mi je zabrisala in praktično, ne vem, jaz sem znala iti s prijatelji na kavo pa se skregati z njimi okrog fuzbala, kadarkoli, ker sem enostavno čutila potrebo, da imam vedno prav. In ne vem, tu je podpora zelo pomembna. Se pravi, da vseeno imaš neko okolje, v katerega se vračaš, ki je ne toliko povezano z nogometom in pa ki ti iz tega tekmovalnega okolja vseeno zna dati potem neko mirnost, kjer pa ne rabiš biti vedno v neki fight poziciji, pa ne vem. Ja. Aleksandra, ste imeli vi recimo v karieri kakšnega mentorja ali pa mentorico, ki vam je pomagal na tej poti? Ja, imela sem več mentorjev, ki so mi res, bili so moški mentori, ki so bili dobri sodniki včasih in so bili mi zelo pač pripomogli k temu, da sem bila boljša sodnica, da sem tudi bolj verjela vase, kar je bilo zelo pomemben. Tako da ja, podpora, tako kot je Nuša rekla, to je res glavnina, ker doma recimo moraš imeti pravo podporo, že pri sebi vidim, kako je zdaj, recimo, pa so otroci zraven, pa je treba trenirati, pa je še služba poleg in tako. In če nimaš pravega partnerja ob sebi, družino za sabo, ki pač verjame v to, da delaš ti pač tisto, kar si res želiš, oziroma da te res podpira na tej poti, pol ne vem, nekako ne vidim sploh, kako bi lahko brez njih. Tako da, in tudi, tako kot ste omenili, mentori, razni tudi pa nam šefi, kar se tiče sodniškega oddelka, so super in pač, ja, prava podpora je zelo pomembna, tako brez tega pač ne gre. In to je seveda tudi pomemben korak na poti do uspeha. Zdaj že večkrat smo omenili, pa vendarle za konec, vidite napredek v tem, kako se obravnavajo ženske v nogometu danes in če primerjamo to z nekim preteklim obdobjem. Aleksandra, kje vidite vi te svetle točke, te premike na bolje in v smer, ki si jo želite? Ja, predvsem vidim, da zveza, začnemo že pri svetovni organizaciji, pri FIFA, pri UEFA, vidim, da vedno več vlaga, res ogromno dajo ženski nogomet zadnja leta. Potem posledično seveda tudi naša zveza ogromno da na to, da je ženski nogomet bolj razvit. Seveda so še kar veliki prostori za izboljšavo, ampak gremo res tako v pravo smer in tudi, kar se medijsko izpostavljeno tiče, se mi zdi, da je vedno bolje, bi mogel biti še boljše, seveda, ker bi bilo še bolj pač prepoznavno in konec koncev bi ljudi videli, daleč naokoli, da
punce smo, isto znamo letati za žogo, isto znamo popiskati in tako naprej, po domač povedan. Tako da, ja, je boljš, kot je bilo leta nazaj, ne Nuša. Ampak so pa še velike opcije, da se stvar še izboljša, no, definitivno. Absolutno, ampak če recimo pogledamo, gre za lansko raziskavo Mednarodne nogometne zveze, ki zajema 30 ženskih nogometnih lig po vsem svetu, in ta raziskava med drugim izpostavlja, da število igralk močno narašča, torej zanimanje za ženski nogomet na profesionalni ravni raste, da se večina zvez prizadeva za spodbujanje in razvoj ženskega nogometa, da finančno vlaganje v ženski nogomet naraščajo, seveda pot do enakopravnosti je še dolga, pa vendarle, Nuša, kje recimo vi vidite prostor za izboljšave, napredek, za to nazadnje tudi večjo enakopravnost? Ja, ravno v teh zadevah, se pravi, osnovni pogoj je definitivno medijska pozornost, pozornost ljudi, da pridejo na stadione, da gledajo tekmo, podpore, tako kot je Aleksandra rekla, se pravi, in nacionalne zveze, in se pravi, evropske in svetovne nogometne zveze, in na ta način, to so prvi koraki, na katerega se stanje v ženskem nogometu izboljšujejo se pogoji za delo. Obe lahko potrdiva, na kakih igriščih sva trenirali midve. Danes so pogoji neprimerljivo boljši, vlaganje, dosti več denarja se obrača v ženskem nogometu in na ta način bo ženski nogomet napredoval. In že je napredoval. Ne vem, recimo finalno tekmo zadnjega evropskega prvenstva si je ogledalo 50 milijonov ljudi, kar je številka, ki, če bi mi jo nekdo povedal pred 10 leti, bi rekla, ne vem, to je znanstvena fantastika. Ampak dejansko ženski nogomet postaja zanimiv in za vlagatelje in vse to na koncu potegne za sabo od izboljšanja pogojev do, ne vem, izboljšanja konec koncev strokovnega dela in na koncu predstave na igriščih. Kje torej vidite recimo vi ženski nogomet v Sloveniji v prihodnje? V katero smer bi si želeli, da se razvija? Definitivno si želim, da se še naprej razvija, kot se je do sedaj. Zdaj, če ne vem, povem mojo željo na glas. Najbolj si želim videti Slovenijo na ženskem evropskem prvenstvu naslednje leto. To bomo kmalu izvedeli. Aleksandra, vaš naslednji velik cilj? Jaz osebno se želim videti glavno sodnico, čeprav tudi lahko ne mene, samo da je pač ženska glavna sodnica na prvi ligi. Imamo že pomočnico, stransko sodnico na prvi ligi, zdaj bi pa res se želela videti tudi glavno sodnico in pa da smo tudi punce del sistema VAR, recimo. Tako, taki mali koraki, no, ki bi definitivno pripomogli k temu, da bi bile ženske še bolj uveljavljene v tem moškem svetu nogometa, no, če temu tako rečem. Mali koraki za velike zmage. Tako. Hvala lepa obema za tale pogovor in seveda uspešno nogometno pot, če naprej vam želim. To sta bili Aleksandra Česen, mednarodna nogometna sodnica, in pa Nuša Ladinek, trenerka slovenske ženske članske reprezentance. Z nami sta delili svoje zgodbi in nam pokazali, kako z odločnostjo, vztrajnostjo in pa seveda ljubeznijo do te igre lahko premagamo marsikatero oviro in premikamo meje. Pobuda Z vami smo, v sklopu katere je nastal tudi tale podcast, s pomočjo nogometa kot univerzalnega jezika spodbuja kulturo empatije, podpore in pa razumevanja. To pa so nekateri bistveni elementi dobrega duševnega zdravja. S tem želimo opolnomočiti vsakega posameznika, da brez strahu ali stigme sebi in pa svojim bližnjim večkrat zastavi tisto preprosto vprašanje, kako si, in nam tudi iskreno odgovori. Nasvete, kako poskrbeti zase in za svoje bližnje, pa lahko najdete tudi na spletni strani Triglav zdravje. Vse zato, da bo na koncu vse v redu.